Spoštovane in spoštovani, dobrodošli na okrogli mizi EUCity, mlade ženske in politika. Projekt EUCity poteka v okviru partnerstva med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom pri komuniciranju evropskih vsebin. Izvaja pa ga kulturno-izobraževalno društvo PINA. Nocoj pri dogodku sodeluje tudi Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, oddelek za sociologijo in projekt Meta dekleta, ki se ukvarja prav z vprašanjem vstopa mlajših žensk v politiko. Moje ime je Nataša Briški, jaz sem urednica in soustanoviteljica spletne postaje Metina lista, zelo prijazne do žensk in ženskih vprašanj. Danes bomo razpravljali točno o tem, zakaj ženske pogosteje ne vstopajo v politiko, kaj so ovire pri tem, kakšno je stanje v Sloveniji na lokalnem in nacionalnem nivoju, kakšne so številke za vsemi temi debatami in kakšno je stanje na področju Evropske unije, kje se Slovenija tukaj pozicionira, plus kakšni ukrepi se sprejemajo, da bi prišlo na polju politike, vrhunske politike do večje uravnoteženosti spolov. 4 super goste imamo, ki bodo lahko, goste in gostje, ki bodo lahko, no bomo o tem kakšno rekli, kako takoj moško obliko uporabimo, če tudi en sam moški, ki bodo lahko o različnih vidikih tega vprašanja govorile. Seveda bodo dobrodošla tudi vaša vprašanja. Prosim vas edino, da mogoče ta prvi del počakate, si zapišete, če vas bo kaj tiščalo, kaj bi želeli vprašati naše goste. In bomo po nekaj uvodnih krogih boste za to imeli priložnost tudi vi. Pozdravljam tukaj na tej debati magistrico Tanjo Fajon, evropsko poslanko, profesorico doktorico Milico Antić-Gaber, predavateljico na oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Z nami je tudi Patricija Frle, študentka Filozofske fakultete in, da bomo spolno uravnoteženi, prostovoljec pri Amnesty International in Rdečih zorah, gospod Franci Kopač. Hvala lepa vsem za vaš čas in za vse, kar boste danes z nami tukaj delili. Predlagam, da začnemo na začetku. Kje je Slovenija, kar se tiče žensk v politiki, koliko jih je, koliko bi si želeli, da bi jih bilo, kaj kažejo raziskave. Prosim, doktorica. Če bom znala? Ja. Lepše reče. V nekaj slajdov sem strnila raziskovalne ugotovitve iz različnih raziskav, ki smo jih v zadnjih nekaj letih delali. Začela bi pa z tem enostavnim prikazom številk, ki zelo veliko same pravzaprav povedo. Skratka, če jih pogledate, nikjer ne vidite, razen čisto spodaj, ki se polovično vidi, in to je tudi ena simbolika, najverjetneje številke nad 30. Ne? Povsod so nižje. Skratka, to je stanje prisotnosti žensk v politiki v Sloveniji na lokalnem nivoju, na državnem nivoju in na evropskem nivoju. Na vas takoj opozorim, to so številke, ki kažejo delež žensk v teh organih, torej svetnice, poslanke v Državnem zboru in poslanke v Evropskem parlamentu po izvolitvi. Takoj po izvolitvi in ne potem še, ko se stanje spreminja. V Državnem zboru zaradi odhodov moških na ministrske pozicije in pa v Evropskem parlamentu vemo, je sledilo nekaj dogodkov, ki je potem malo lepšo sliko Slovenije v Evropo poneslo, tako da imamo zdaj 4 poslanke od 8 poslanskih mest. Skratka, če pogledamo vse te številke, vidimo torej, da so nizke in da zgodba o tem, da žensk v politiki ni oziroma da jih je malo, ni treba posebej utemeljevati, ampak samo zgolj prelet teh številk nam potrdi to osnovno tezo.
Vidimo tudi, da je izjemno nizek delež žensk na lokalnem nivoju, kar ne potrjujejo podatki za kakšne druge države, ker kažejo, da se ženske najhitreje pravzaprav veljavijo ali pa so se veljavile na lokalnem nivoju, ker je tudi lokalni nivo neka začetna točka, iz katere potem ženske gradijo svojo politično kariero. Pri nas vidimo, da je ta delež izjemno nizek in da je tudi zelo počasi pravzaprav se povečeval, kakor tudi delež žensk v državnem zboru. Vidite, da je do zadnjih volitev pravzaprav njihov delež izjemno nizek, da je nekaj časa variiral med 7,8% in 13% in da je šele na zadnjih volitvah bilo izvoljenih več kot 30% žensk, kar se tudi kaže kot neka kritična meja zastopanosti, torej v feministični politični teoriji, kot neka kritična masa zastopanosti v nekem organu, ki sploh omogoča, da so ženske vidne in da lahko vnašajo kakšne spremembe. Jaz bi rada povedala ob tej sliki še to, da se je delež kandidatk na kandidatnih listah za vse te nivoje, za volitve na vseh teh nivojih izjemno počasi dvigoval in da je bilo zato v Sloveniji potrebno sprejeti, uzakoniti kvote, ki so potem ne samo torej kvote, ne samo uzakonjene kvote, ampak tudi nekateri drugi ukrepi torej prinesli ta povišan delež žensk v državnem zboru. Tudi to, da so se pojavile neke nove stranke, ki niso imele natančnega pregleda nad tem, kje so volilni okraji, kjer imajo ženske oziroma moški oziroma njihovi kandidati boljše ali slabše izvolitvene možnosti. O tej sliki bi se dalo še veliko govoriti, ampak da ne bi preveč časa na začetku izgubljali, bi povedala samo še, kakšno je stanje, zdaj bi porabila spet pomoč. Kje se nahaja Slovenija v Evropi, kot si vprašala Nataša. Slovenija je tukaj na tej sliki, to je delež žensk v državnem zboru, skratka v parlamentih vseh držav evropskih. Vidite, da smo okroženi z državami, torej na Balkanu jih je še nekoliko manj. Tukaj so pa države, kjer seveda je delež žensk precej višji, torej v Skandinaviji, Švedska 44, Finska 43, Danska, kjer gledate nadaljevanko Oblast, upam, vsaj ženski del tega zbora 38%, tudi Nemčija je precej visoko 36%. Če pogledamo še tako sliko evropsko, vidimo, da se Slovenija nahaja nekoliko nižje, kot se tukaj da videti, na 28. mestu v celoti, torej od vseh držav na svetu, in v evropskem prostoru se Slovenija nahaja na približno 10. mestu. Zdaj, če lahko povem še nekaj o vzrokih. Skratka, raziskave, ki jih delamo v slovenskem prostoru, zdaj že kar nekaj desetletij, bolj intenzivno od 90. leta naprej, drugod po Evropi in po svetu pa seveda že veliko dlje, kažejo na različne dejavnike, ki vplivajo na tako majhno prisotnost žensk v parlamentu, in jaz sem jih nekaj teh ugotovitev strnila in teh raziskav strnila v nekaj točk. Prvi so zagotovo sistemski dejavniki, ki vplivajo na manjše izvolitvene možnosti žensk, predvsem je tukaj volilni sistem in prav v našem slovenskem prostoru je volilni sistem eden od tistih dejavnikov, ki ne, če rečem zelo blago, ne vpliva pozitivno na večje možnosti s tem, ko imamo za volitve v državni zbor znotraj volilnih enot tudi volilne okraje. Ta dejavnik pač poslabšuje izvolitvene možnosti žensk. O strankah je veliko bilo napisanega in o tem, da pravzaprav stranke, da je to še vedno moški prostor delovanja in da tam v strankarski politiki prevladujejo tako imenovane velike teme, velika vprašanja, kjer za enakost in enakopravnost žensk skorajda ni prostora. In še posebej veliko in pomembno vlogo igrajo strankarski vratarji, to so tisti gospodje, ki v glavnem sestavljajo kandidatne liste in ki
dobro premislijo, torej seveda najprej iz stališča izvolitvenih možnosti, ampak tudi iz stališča poskrbeti za najbolj viden kader najprej, a ne, ženske pridejo kasneje na vrsto, če sploh. In potem je eden od pomembnih sistemskih dejavnikov so kvote, o katerih, če bo čas, bom kasneje povedala nekaj več. Druga pomembna ugotovitev je, da seveda je treba, ko govorimo o ovirah pri vstopanju žensk v politiko, vedno vzeti v obzir tako, torej sistemske dejavnike na makroravni, na makrodružbeni ravni, tudi te mezodejavnike, se pravi skupinske, se pravi v nekem makrookolju, kar zadeva torej bodi si stranke, bodi si samo politično kulturo, organiziranost in podobno, in seveda mikrodejavniki, se pravi dejavniki, ki pri vsaki ženski je sklop dejavnikov, ki se prekriva in onemogoča od ekonomske samostojnosti ali nesamostojnosti, zaposlitve, izobrazbe, družinske situacije in tako naprej, skratka cela mreža dejavnikov na to vpliva. In običajno dostikrat pozabljamo na to, da je pravzaprav cel svetovni spolni red narejen tako, da v njem dominira moški, torej moška dominacija in androcentrizem, o katerem naša profesorica Maca Jogar napisala že kar nekaj knjig. Četrti dejavnik, ki sem ga mimogrede že omenila, je, torej mnoge raziskave so ugotovile, da dokler ženske ne dosežejo nekega praga, neke torej kritične mase zastopanosti, ki se definira pri 30% ali pri 1/3 zastopanosti v nekem telesu, zelo težko dosežejo kakršnekoli spremembe, ker jih je premalo. Tudi naša raziskava, ki smo naredili v slovenskem prostoru, ko je bilo v parlamentu samo 13% žensk, smo ugotovili iz intervjujev in pogovorov s poslankami, da pravzaprav delujejo kot neka atomizirana množica. Ni neke povezanosti, ni medsebojne podpore, ni jih veliko. Vsaka mora v svojem poslanskem klubu predelati in prepričati celo množico moških kolegov, kar ni najbolj enostavno vprašanje, sploh kakšne možnosti pri tem imajo, koliko jih upoštevajo, kakšna je njihova svoboda znotraj ideološke usmeritve neke stranke in tako naprej. Peti dejavnik so posebne politike, ki so jih v mnogih strankah, v mnogih državah torej upeljali za to, da bi dali podporo ženskam, ki si želijo vstopiti in ki želijo delovati v politiki. Najprej se je začelo to z nekimi popolnoma, kar bi rekli, verbalnimi strategijami podpore. Ja, žensk naj bi bilo več v politiki. Dostikrat se je na tem tudi ustavili, ampak že sam govor o tem, da naj bi bilo da bi bilo dobro, da v politiki več žensk, je prinesel določene spremembe. Tako da zdaj nekaj časa že tudi v slovenskem prostoru ga ni politika, ki bi si upal trditi, naj ne bi bilo več žensk v politiki. Pa če pogledamo nekaj časa, 10 let nazaj, smo ga našli, in ga tudi imamo dokumentiranega. Skratka, te afirmativne akcije od verbalnih strategij do finančnih podpor, do organizacijskih, so dale neke rezultate. V zadnji raziskavi, ki smo jo naredili v slovenskem prostoru, smo raziskovali pa povezanost med zasebnim in javnim življenjem. Skratka, priznati smo si morali to sami in tudi seveda o tem so nas potrdili naši anketiranci. Naredili smo namreč intervjuje z vsemi poslankami v Državnem zboru, z vsemi ministricami v vladi prejšnje sestave in s tolikšnim številom poslancev in ministrov, in smo ugotovili, da zasebno življenje močno vpliva na njihovo politično angažiranje in tudi obratno, skratka njihovo politično angažiranje nazaj na privatno življenje. Tukaj posebno močno vlogo igra družina, a za poslanca in za poslanko drugače. Ugotovili smo namreč naslednje, samo eno tako ugotovitev, ki je zelo povedna. Tako poslanci kot poslanki, ministrice in ministri so odgovarjali, da so se posvetovali v družinskem krogu pred vstopom v politiko, predvsem z tega vidika, kako bo potekalo njihovo družinsko življenje. Tako da torej družina je pomembna za vse. A
Pri poslancih smo ugotovili naslednje in ministrih, da so vstopili v politiko takrat, ko so bili prepričani in ko jim je partnerka zagotovila, da bo družinsko življenje potekalo povsem normalno, torej da bo ona nase prevzela celotno breme skrbi za družino in gospodinstvo in otroke. Pri poslankah je bilo drugače. So se posvetovale v družini, mož jih je praviloma podprl, a skrb za družino in otroke je ostala na njihovih ramenih. Skratka, tudi če ni sama poskrbela za to, je morala poskrbeti za pomoč, ki je lahko potem prišla prav pri obvladovanju vsakdanjega življenja. Še nekaj takih ugotovitev, ki nam bodo morda prišle prav pri sedanji raziskavi o vstopanju mlajših žensk v politiko. Pri tej isti raziskavi in pri naslednji, ki jo ravno kar končujemo, smo ugotovili, da obstajajo določeni poklici, ki bolj pogosto vodijo potem v politiko. Skratka, ki so neka pripravljalnica ali neke olajševalne profesije za vstop v politiko. To so recimo profesije na področju prava, novinarstva ali pa recimo akademske strukture. Skratka, mnoge raziskave ugotavljajo, da če je žensk v teh profesijah več, imajo tudi boljše možnosti za to, da vstopajo potem v politiko. Hudič je seveda v podrobnostih, to drži, ampak ugotavljali smo vsaj v naši raziskavi, da ženske, predvsem ženske, ne gradijo načrtno svoje politične kariere tako kot moški, ampak gradijo predvsem svojo profesionalno kariero in običajno čakajo na povabilo. Ko pa to povabilo pride, je pa zelo pomembno, kako presojajo, kakšne so njihove možnosti za prehod nazaj iz politike potem v svojo profesijo. Vemo, kaj ta prestop, bi morda celo lahko rekli, prestop iz profesionalnega polja v politiko pomeni. Pomeni, da si omadeževana, pomeni, da si strankarsko zaznamovana in potem je predvsem povratek v te poklice, ki sem jih imenovala, še posebej v novinarstvo, izjemno težek, o čemer pričajo vsaj dva recimo primera novinar, ki sta si privoščili vstop v politiko in povratek nazaj, ki ni bil enostaven, ampak težak. Podpora volivcev, in že prej sem slišala Natašo, da je spraševala, ali ženske volijo ženske. To je zelo težko vprašanje, v Sloveniji nimamo raziskav, ki bi to ugotavljale in tudi vprašanje se zdi nekako krivično, se mi zdi, če sprašujemo, ali ženske volijo ženske, kajti tako kot moški so tudi ženske racionalna bitja in se najprej odločajo za svojo strankarsko preferenco in šele v drugi vrsti potem za to, ali bodo dale glas ženski ali moškemu kandidatu na torej strankarski listi ponudbe svoje stranke, ki jo ima. Predvsem pa je vprašanje z druge strani, kaj počnejo volivci ali volivno telo sploh vidijo ženske kot političarke, ali je vstop ženske v politiko nekaj normalnega ali ekscesnega. In če se samo zavrtimo film nekaj mesecev nazaj, zdaj že več kot 13-14, koliko je, ko smo dobili na najvišjem mestu, torej na mestu prve ministrice, se pravi predsednice vlade, žensko, se kar spomnite, kakšne vse komentarje ste lahko brali, poslušali, ki jih zagotovo nikakor ne bi, če bi šlo za moškega. Tudi zadnji odstop ministrice, ki je zelo kratek čas bila ministrica, dokazuje zelo podobno. Skratka, gre tudi za vprašanje, koga sploh volilno telo vidi v polju politike. In seveda vloga vzornic, obstajajo torej raziskave, ki ugotavljajo, da če mlade ženske, predvsem tukaj mlade ženske, ne vidijo torej modelov pred seboj, političark, ki zasedajo ta najvišja mesta, pravzaprav še vedno živijo v nekem prepričanju, ki ga deli celotna populacija, torej da je praviloma polje politike moško polje in da seveda sem in tja zaide tja tudi kakšna ženska, ampak praviloma za krajši čas. Skratka, razvijanje modelov oziroma prikazovanje predvsem strani medijev uspešnih političark
je nekaj, kar bi lahko torej opogumljalo mlade ženske, pa tiste, ki bi želeli vstopiti v politiko, da ta korak tudi naredijo. In še zadnja ugotovitev, to je pa mentorstvo. Mnoge raziskave ugotavljajo, da seveda na začetku ne samo mlade ženske, ampak tudi tisti, ki prvič vstopajo v polje politike, potrebujejo informacije, potrebujejo neko izobraževanje. Nihče ne pride na svet oborožen z vsem, pa tudi če prihaja iz polja prava ali novinarstva, potrebuje neko pripravljalno obdobje, recimo temu, da se zave, v kakšnem polju deluje, zato da lahko potem kasneje. Jaz imam seveda več pripravljeno, ampak se bom tukaj ustavila, da ne bo preveč. Saj bomo sproti, gotovo bo še kakšno vprašanje. No, sam eno stvar, preden gremo na Evropo, malo širše in globje. Omenili ste to v zvezi z družinskim življenjem kot eno večjih ovir, zakaj ženske manj ali pa kasneje vstopajo v politiko. Pa me je spomnila na pogovor, ki sem ga imela pred dnevi s kolegico, ki dela v tujini, s partnerjem sta razseljena, je uspešna na svojem področju in sva se pogovarjali o tej okrogli mizi in tej temi in je eno se mi zdi tudi zelo zanimivo poanto omenila v tem pogovoru in sicer je rekla, vsaka uspešna ženska, če ima otroka, jo mediji vprašajo, kako usklajuje familijo. Če je uspešna, pa nima otroka, je naslednje vprašanje, zakaj ga nima. Jaz se spomnim, tudi sama sem v nekih teh zgodbah bila proti svoji volji udeležena, ampak se spomnim, da smo eno okroglo mizo skupaj sodelovali, gostja je bila med drugim tudi takrat ministrica Katarina Kresal. Ste delali kakšne, mislim, da je ena knjižica celo bila na to temo, ki potrjuje, da dejansko vsako žensko, ki se loteva česarkoli na odločevalskem položaju, to vprašanje dobi na mizo. Ja, se vračamo nazaj k družini. Družina je pomemben dejavnik tako za politika kot političarko. Za politika pomeni urejena družina plus, ker torej to pomeni, jaz sem se pred zadnjimi volitvami pogovarjala z enim taksistom, ki me je peljal, ker je bilo grozen sneg v mesto in je rekel, veste, jaz bom pa podprl Boruta Pahorja. Pa veste zakaj? Zato, ker ima urejeno družino. Skratka, če se za moškega politika ve, da ima otroke in ženo, to pomeni, da je urejen gospod, skratka, da nima kakšnega minusa in ne glede na to, kako živi, kaj živi, skratka, ima urejeno družino. Če pa z družinskim ozadjem stopa ženska, je pa vedno kaj narobe. Je pa žrtvovala družino za kariero. Ja, se pa takoj vpraša, in tukaj se kariera takoj v tem negativnem kontekstu pojavlja. Tukaj je za žensko kariera minus, se pravi, kdo bo zdaj skrbel za njene otroke, kot da jih ima sama, torej kot da nima moža. In seveda je minus tudi, če nima, se pravi, da je z njo nekaj narobe, kot je pred časom rekel en poslanec ravno za Katarino Kresal, da se z njo ne more pogovarjati, ker ona ni prava ženska, da se pa z neko drugo poslanko lahko pogovarja, ker ona je pa žena in mati in razume in tako naprej. Skratka, pri ženski je vedno kaj narobe, tako da to se res ves čas potrjuje. Hvala za enkrat. No, gremo zdaj na evropsko sceno, pa preden še pogledamo zares, kakšno je stanje v Evropi, kakšni ukrepi se sprejemajo. Profesorica je dala odlično iztočnico s tem, kako ženske načrtno gradijo kariero in kako je tudi za novinarke to lahko en korak, za katerega porabijo zelo veliko razmisleka. Midve sva obedve, Tanja Fajon je bila, gotovo se spomnite, odlična dopisnica iz Bruslja za RTV Slovenija. In me zanima, če mogoče lahko z nami delite tiste prve korake, ko ste, ne vem, dobili vabilo ali na kakršenkoli način je to potekalo. Kaj so bile bitke, s katerimi ste se takrat ukvarjali? Hvala lepa in izjemno sem vesela za povabilo na to konferenco. Posebej zdaj, ker smo v takem času, da smo spet pred evropskimi volitvami in spet podobno doživljamo nekako situacijo kot pred leti, da ni veliko žensk na vodilnih položajih. Ampak če pomislim na svojo zgodbo, jaz moram reči, sem zelo hvaležna tej vaši raziskavi in se praktično vidim v večjem delu ugotovitev.
In če pomislim na tista leta, 5 let nazaj, dejansko jaz nikoli nisem razmišljala, da bom šla v politiko. Da me je pot sama peljala tja. Bila sem v novinarstvu 15 let, se ukvarjala z evropsko politiko in od leta 2001 do 2009 bila dopisnica za evropske zadeve iz Bruslja. In to potrjuje ravno ta raziskava, zdaj ne vem ali v vseh primerih, jaz sem dobila povabilo takrat. Jaz se nisem sama v to podala, povabilo, ki sem ga res tehtno premislila in obračala na glavo, ali je to tisto, kar si želim. Razpoznali so me kot nekoga, ki se spozna na evropsko politiko, kot nekoga, ki je razpoznaven v Sloveniji in moram reči, da v prvih 2 krogih ponudbe tudi nisem sprejela. Verjetno smo tu ženske res bolj drugačne. Jaz sem šla z izkušnjo novinarstva, z poznavanjem, gradila sem kariero na svojih izkušnjah in sem se ukvarjala s tem, kaj potem. Iz novinarstva v politiko nazaj v Sloveniji praktično ni poti. Jaz sem se mogla takrat sprijazniti in odločiti, da ko se podam v politiko, da to dejansko pomeni konec moje novinarske kariere. Kar ni lahka odločitev in jaz iskreno priznam, da takrat so me bolj drugi potisnilo to, kot jaz sama. Zdaj, danes mi nikakor ni žal, ampak vem, da poti nazaj nimam v svojo profesijo in to, kar je tudi bil en izsledek te raziskave, da smo zaznamovani v veliki meri. V Sloveniji mogoče, zdaj težko sodim, kako je drugje, ampak dejansko, poleg tega, da imamo precej diskreditirano politiko, zelo hitro se te prime znamka, kam sodiš in zelo hitro te razvrstijo v kategorijo sovražnika ali pa nekoga, ki lahko napreduje. To je izkušnja, ki mi je danes precej odprla bolj oči kot v preteklosti. Da si predstavljam, če ne uspem naprej v politiki, da bo moja pot nazaj v profesionalno življenje, gotovo ne v novinarstvo, ampak kamorkoli druge, posebej v Sloveniji, precej težka. Tako da, če pa pogledam, kako je nasploh za ženskami, jaz resnično vidim, da je to politika danes izjemno moški svet. In da ne samo, da je moški svet, ker je prevladujoč moški svet, so v preteklosti tudi ti moški naredili pravila igre. In ta pravila igre danes še vedno velja. In ko pride do nekih res pomembnih odločitev, se mi zdi, da smo pa ženske kar odrinjene na stran. In zdaj, če pogledam, pa grem, ne vem, Nataša, če grem lahko. Ja, prosim, kar če mogoče lahko malo razložite, ker Evropa se vsem tukaj, Evropska unija zdi kot saj jaz jo tako razumem, nisem vsak dan v Bruslju, ampak spremljam vse te zadeve kot nek trendsetter, kar se tiče vključevanja žensk, kar se tiče recimo sprejemanja ali pa podpore nekim kvotam. Se mi zdi, da je tako prav, no? Ampak vi ste od blizu to spremljate, pa lahko več poveste zares, kakšni ukrepi se sprejemajo, koliko je kratka ali pa dolga pot od tistega retorične zavezanosti k nekim spremembam, pa dejansko potem sprejetih nekih zakonov. Mi imamo vrsto nekih smernic, vrsto nekih sprejetih zakonov in vrsto priporočil in podpore. Drugo pa je, kaj v resnici udejanjamo. Zdaj, če ne bi imeli kvot na evropskih volitvah, pa bom jaz se bolj na evropske volitve zdaj osredotočila, kjer imamo 40% kvoto, sem prepričana, da v tej sestavi zadnje Evropskega parlamenta ne bi imeli 35% žensk. Toliko jih je danes, 65% je moških. Če se spomnim samo volitev leta 2009 v Sloveniji, takrat smo volili 7 poslancev iz Slovenije, Slovenija je dobila 8. šele z Lizbonsko pogodbo leta pozneje. Takrat sta bili izvoljeni 2 ženski od 5. Nobena stranka leta 2009, z izjemo ene, ni dala ženske za nosilko liste. Vse druge stranke so dale žensko na drugo mesto. Nam se je zgodilo naključje, da smo mi prišli na sestavo 4 ženske, 4 moški v teku 5-letnega mandata, ker smo dobili 8. poslansko mesto in tako še eno žensko in ker je eden od poslancev moral odstopiti, smo dobili še eno žensko. Tako da smo nekje 4-4, ampak recimo Malta ima danes same moške poslance, medtem ko ima Finska recimo 8 od 13.
Skandinavske države tudi načeloma kvot ne bi rabile, ker je precej samoumevno pri njih, da vidijo v uravnoteženosti med spoloma tudi rezultati, tako dokazujejo boljše dosežke. Zdaj, letos že sami vidimo tudi na kandidatnih listah, ki jih lahko spremljamo v javnosti, da praktično med vsaj enimi 8 listami prav tako ni ženske. Pred leti je bila kampanja 50-50. Tista kampanja za evropske volitve za uravnoteženost med spoloma je do neke mere naredila oziroma dosegla to, da se je veliko govorilo in da so nekateri celo dajali preferenčni glas ženskam, ampak se strinjam, da se ljudje odločamo glede na to, kdo nas prepriča, glede na osebnosti, glede na samo kampanjo. Tako da s preferenčnimi glasovi je v Sloveniji težko v resnici pa tudi drugje zmagovati volitve. Je pa Slovenija, recimo, vsaj ta podatek imam jaz, med več kot 193 državami ima vsaj 120 držav kvote, ko gre za vprašanje kandidiranj na volitvah. Jaz bi si želela, da bi nas bilo v resnici veliko več. Mi smo precej nepovezane, imamo vrsto nekih akcij in pobud, ampak dejansko v resnici se mi zdi, ko pa pride do nekih konkretnih stvari, do neke konkretne odločitve, smo pa do neke mere res odrinjene na stran. Ko gledam tudi strukturo po starosti, kar je tudi eno od tem danes, je v 750 in več članskem parlamentu povprečna starost 55 let. Starosti okrog 40 let, kamor se jaz nekako uvrščam, nas je okoli 10%. Potem pa še pomislite, kolikšen je odstotek žensk, dejansko je to svet, v katerem se ženska precej težko uveljavlja. Moja osebna izkušnja je, da nikoli do zdaj nisem verjela, da je lahko to zapleten svet. Danes pa lahko rečem, da je bolj zapleten, kot sem kdajkoli mislila, da v resnici je. Zdaj ne vem, kako se bojo letos, kaj lahko tudi dosežemo letos. Jaz se bojim, da na koncu bomo tudi na evropskih volitvah spet gledali samo moške obraze. Čeprav vodimo kampanje, čeprav skušamo uveljaviti svoj glas, narediti, kar je lahko, je mogoče to res še vedno preveč zaprt svet. So koraki določeni, ampak očitno nezadostni. Hvala za enkrat. No, mogoče sam še tole. Pred vrati so evropske volitve. Ve se, da pred vsakimi volitvami in stranke ponavadi testirajo teren, da vidijo, kaj so teme, ki mogoče najbolj razburjajo volivce, kaj so teme, ki bi znale njim prinesti točke. Ker za to gre, seveda, da dobijo čim več poslanskih mandatov. Ženske teme niso glih tiste, kjer bi se točke dobivali, ne? Ne, niso ženske teme, mi smo delali kar nekaj meritev, absolutno niso to ženske teme, so pa teme, absolutno niso to ženske teme, so pa teme, ki danes predvsem so teme zaposlovanje, korupcija, okoljevarstvene, zdravje, teme, ki so pač teme našega vsakdana. Je pa ženska politika vedno v času kampanje postane aktualna, nažalost pa zelo velikokrat v ženskem krogu. To jaz vidim tudi okoli vseh konferenc za 8. marec, dan žena, ko imamo vsakeč teme nasilje v družini, nasilje nad ženskami, ženske so prve, ki so v krizi prizadete, ženske so tiste, ki dobivajo manj plačila za enako upravljeno delo, ženske niso na visokih položajih, ampak pogovarjamo se pa v krogu žensk. In ne seže ta glas prav daleč. Tako da od tu naprej ne vem, korak po koraku, verjetno revolucije čez noč res ne bomo dosegle. Ampak zato rabimo pogum in da se tudi povežemo. Ženske verjetno res malo dlje razmišljamo, pa želimo bolj pretehtati, kaj bomo delale potem, ko verjetno niti ne razmišljamo, da se v politiko podajamo za celo življenje, ne gradimo na tem, ampak zdaj želimo razmisliti, kako potem. Res pa je to, kar ste prej sprašvali, z družino. To je moje klasično vprašanje vedno, meni. Jaz nimam otrok, imam soproga, ki ga vidim mogoče na 10 dni enkrat, pa je vesel, ampak vedno pa dobim vprašanje, zakaj nimam otrok kot očitek.
In to je lahko precej boleče, sploh če vsak od nas ali ne želi ali pa ne more imeti otrok. In to ni nujno merilo za nas. Je pa to dejstvo, da gotovo političarke težje usklajujejo življenje z družino. Lahko pa vam povem, da tudi življenje s partnerjem je težko usklajevati. Na vsak način pa moramo ženskam, ki so mame, omogočiti, da imajo prožne pogoje, da se sploh podajo v politiko. Kar pa zahteva predvsem to, da imajo zagotovljeno neko prožno varstvo za otroka, kar pogosto ni v resnici uresničeno, ne? Da lahko imajo ženske otroka, ne vem, pri nas v Evropskem parlamentu imamo urejeno, tam se mlade mamice zelo pogosto po 2-3 mesecih praktično vrnejo v poslanske klopi. Pri nas bi to sprejeli z očitkom, kaj se gremo, ne, kakšna mama si. Jaz se spomnim, da mi je ena belgijska kolegica, ki je bila ministrica v belgijski vladi, razlagala, da je jo bilo groza, ko je imela otroka med ministrovanjem. In da se je po 3 mesecih vrnila nazaj v vlado, s tem, da se je bala očitkov, ker je bila 3 mesece doma. Imeli so pa 4 mesece možnosti. Pri nas bi verjetno se zgodilo ravno nasprotno. Tudi mentalitete naše po Evropi so izjemno drugačne. Na skandinavskem imaš države in mame, ki se zelo hitro vrnejo, pri nas je to očitek in te gledajo grdo. Smo si tudi potem zelo različni. Hvala. Da slišimo še moški vidik, oziroma Franci Kopač je z nami, on je magister elektronike, sicer prevajalec tehniških besedil iz nemščine in angleščine v slovenščino, se pa zelo, zelo intenzivno ukvarja s človekovimi pravicami in enakopravnostjo, je aktivist in prostovoljec v organizaciji Amnesty International in od nedavnega tudi v Rdečih zorah. Franci, Rdeče zore so, če jaz to kaj zelo dobro poznam, zelo ženska organizacija. Kaj vas je odneslo tja? Rdeče zore so dosti zanimiva organizacija, zato ker je po eni strani feministična organizacija, ki ima tudi zelo močno socialno noto in pa ima tak dokaj svež, tak rahlo bojevit pristop, ki moram priznati, da je nekaj zelo drugačnega, kot sem jaz navajen razmišljati in mi tudi zaradi tega privlačen. Iz tega stališča, ko nekako ugotavljaš, da bi rad nekaj prispeval, je bila relativno preprosta izbira. Vi se ukvarjate pomagate, aktivist ste, človekove pravice so tiste, ki so vam blizu, pa bom vprašala, se vam zdijo ženske pravice človekove pravice? Ja, to je popolnoma logično, ne? Ker vsakič, kadar nekdo nima enakih pravic, ki jih ima en drug človek na njegovem mestu, pa če je to ženska, ki ima slabše pravice od enega moškega na njenem položaju, ali je to človek druge barve, polti ali česarkoli, to je vedno vprašanje človekovih pravic. Ga ne moramo ločiti samo zaradi spola. Preden smo začeli, sva klepetala, kaj bi lahko bil razlog za manjšo vključenost mlajših v politiko, mlajših žensk, pa ste zelo zanimivo stvar omenil, ta spremenjen način dela, delovnike danes, to, če sem vas prav razumela, vidite kot enega večjih razlogov, ja, da mlajših ni toliko zelo veliko. Načeloma mladih ni v politiki, zato vidim več razlogov od te zaprtosti, te cele druščine, do tega, da se od 80-ih naprej se mi zdi, se dejansko stalno zaostrujejo pogoji dela v smislu tega, da je treba delati vedno več ur na dan, vedno manj prostega časa. In efektivno vsaka težava na trgu dela vedno mlade prizadene nesorazmerno bolj kot ostale. Zraven tega pa ženske, ki imajo v naši družbi vseeno vedno neenakopraven položaj, še malo bolj. In efektivno potem mladi so v slabšem položaju, morajo več ur na dan efektivno vložiti v preživetje in zaradi tega manj verjetno, da bojo šli v politiko, ker politika vseeno zahteva celega človeka. Ženske tukaj so še mečka na slabšem, zaradi tega, ker če pomislimo, da recimo mlade ženske, vsaj v Sloveniji je dost pričakovano, kot smo že govorili, da imajo otroke takrat, vsa ta pritisk družbe, da pademo v
maternico z 2,2 otroka, avtomobilom in hišo in poroko, moram priznati, da je po mojem dokaj zelo težko je temu videti. Kaj bi po vašem, zdaj govorimo, skozi se govori o tej neki raznovrstnosti v politiki, pa da zato ženske tudi, ker prinašajo, ne vem, drugačen glas, drugačna razmišljanja, to se pogosto bere. Kaj pa po vašem mnenju, zakaj mislite, da bi tukaj veljalo, da bi bila uravnoteženost boljša, da bi več žensk bilo v politiki? Kaj so tiste stvari, ker zdaj človekove pravice, s katerimi se ukvarjate pri Amnesty International, in če pogledamo recimo sploh področje človekovih pravic, je veliko več, se zdi vsaj raziskave, tako kažejo, žensk, ki se ukvarjajo s tem, sploh kadar gre ta področja sociale in podobnega. Kaj so tista stvari, ki bi po vašem ženske prinesle za mizo? Tukaj je zanimivo vprašanje, ker se je težko izogniti enemu takemu majhnemu seksizmu tukaj. Namreč reči a priori, da bi bil svet boljši, če bi bile ženske na oblasti, je seksizem. In po drugi strani je pa jasno, da bo enakopravnejša zastopanost žensk prinesla boljše rezultate političnega upravljanja ene družbe iz čisto preprostega razloga, ker bomo imeli več zastopanih pogledov. Kot je gospa Fajon povedala, recimo, tipičen primer varstva otrok je ena stvar, ki moške nažalost veliko manj zadeva kot ženske, in če je bilo več žensk v politiki, si predstavljam, da je bilo to vprašanje dosti boljše urejeno, ergo bi lahko več žensk sodelovalo v politiki. In to je recimo samo en zelo očiten primer, kako bi se pokazalo to boljš na mnogih drugih področjih tudi lahko. Dejstvo je tudi, da v naši kulturi imajo ženske, če spet vzamem posploševanje kot neko kulturo in kot neko vzgojo, ki je za nas precej tipično, ima ženske bolj vlogo, ko se ukvarjajo z dobrodelnostjo, z skrbjo za socialno ogrožene in takimi zadevami, ko ste sami rekli, tudi v prostovoljskih organizacijah jih je več. In spet bi bili tukaj eni vidiki, ki so zdaj v politiki slabo zastopani, ker je to manj moška domena in efektivno potem manj skrbimo za šibke ljudi, ker je to bolj v domeni žensk. Zdaj pa me zanima slišati, Patricija Frleš je tudi z nami študentka Filozofske fakultete, oddelka za sociologijo. Patricija, vi pa ste aktivistka Iskre. Iskra je razmeroma nova stranka na študentskem parketu. Pa mogoče, če lahko za začetek najprej poveste, kako potekajo stvari znotraj Iskre. Ne? Sliši se, da to naj bi bila neka moderna, nova študentska stranka. Pol si pa pogleda, kdo je na odločevalskih položajih, pa povejte, kakšno je stanje. Hvala za vabilo. V bistvu, kar sem jaz razmišljala zdaj ob vseh teh prejšnjih govorih, je to, kako jaz sem študentka in jaz lahko iz študentskega vidika povem za stvari, ki sem jih sama opazila v teh parih letih. Vseh stvarih, ki ste govorili, se v bistvu te stvari začnejo že tako na študentskem poligonu. In vsa ta v bistvu študentska politika, ki se dogaja, se potem po mojem samo preslika na neko državno raven. Iskra je ena od stvari, s katerimi sem se in se ukvarjam. Druga stvar so tudi v študentskem svetu od letos naprej. Ampak Iskra je neka aktivistična organizacija in tudi stranka. V študentskih vodah je to lahko ločeno. Ki se v bistvu veže na nazaj, na prejšnje druge organizacije. Mi smo tudi s kolegicama smo naredili neko raziskavo o položaju moških in žensk v študentskih organizacijah, formalnih in neformalnih. Mi smo naredili analizo, primerjavo med študentskim svetom Filozofske fakultete kot neko formalno organizacijo in potem zasebo Filozofske fakultete, ki se je zgodila leta 2011, kot neko neformalno organiziranje. In tudi ta zasedba v bistvu je lahko nek predhodnik Iskre. In zdi se mi, da Iskra je trenutno neka taka organizacija, organiziranje, ki pa ima začetke že prej v samih drugih oblikah imenih študentskega organiziranja.
No in kako vi razumete znotraj Iskre, ko se pogovarjate, ko pride do te neke spolne uravnoteženosti, a je to nekaj, o čemer razmišljate? Sprašujem zaradi tega, ker recimo jaz delam v medijih in vem, da se velikrat, ko se zbira sogovornike, se mogoče zdaj zadnja leta spreminja, ampak nikakor se ne vpraša, ok, imamo, ne vem, 5 gostov, ali pa 4 goste, dajmo poskušati najti 2 moška, 2 ženske, ampak se gre po tistem hitrem iskalniku po telefonu, od koga imaš telefon, kdo je na voljo čez pol ure, in tega vprašanja ni, ne, da bi neko razmerje bilo. Zdaj jaz vem, da pri Metini listi temu zelo resno pozornost posvečamo in gledamo, da je klele najmanj polovica, pri nas pač malo večji odstotek je na pisk so ženske, ne, ampak pri vas, a so to vprašanja, s katerimi se ukvarjate? So želje in težnje, da bi bilo več žensk in tudi se večkrat, ne vem, omeni na kakšnih mailing listah, ker pač to je glavna neka, kjer se pogovarjajo stvari. In so te težnje in želje, da bi šle ženske in pač tudi veliko tega pač ne gre katera ženska, ampak ko pa prideš, ko pa pogledaš tem, koliko je bilo v medijih, kdo je v medijih in kdo je na glavnih pozicijah pač v tej organizaciji, so večinoma moški. Pač kdaj se pošljajo kakšno žensko, ampak to je spet bolj kompleksen problem, ki se ga pač da razrešiti še na druge načine, ampak je pa dejstvo, ja, večinoma so moški in na glavnih pač pozicijah so vedno moški, bila je pač ena ženska v predsedstvu, ki je bila v bistvu, njena naloga je bila tajnica, ki se tudi odstopila je v bistvu zaradi tega, ker se sama čutila, da pač ne spada zraven v ta krog 5 moških. Ok, zakaj pristajate na to vlogo? Pač to je zelo kompleksno vprašanje, pač ne vem, mislim, jaz lahko zase govorim, ne moram govoriti za vse ostale ženske in to je spet ena stvar, ki sem jo pač opazila, pač tudi, ki je bilo že govor o temu, da pač te povezanosti, pač med ženskami, pač saj, kar sem jaz dojela, pač, ja, opazila pač ni je bilo, saj pač iz moje vidike, ne, in smo pač vsaka sama zase. Ampak, ko pravite, da ženske niso bile povezane, a moški pa so? Če govorimo pač o glavnih položajih, ja, ker pač imajo 12-urne sestanke, ker so sami moški in se pač naredijo strategijo in pač... Mislim, ampak to je pač, to so pač eni aspekti, pač na primer Iskre, potem pač so pač druge take podobne organizacije, ampak mislim, da so pač veliko prihaja takih problemov. Ok, treba je nekaj narediti, mogoče profesorica Antič Gaber, za malo več mogoče o kvotah, to, kar smo na začetku rekli, da bi da bomo kasneje, ali ste mogoče mislili na kaj drugega. Kaj lahko, ali so kvote dobrega naredijo in ne? Zaradi tega, ker na račun kvot slišiš pluse in minuse, slišiš pa tudi ogromno žensk, ki so proti kvotam. Koliko se da to razumeti in razložiti? Zdaj, torej, kvote na splošno, ne kvote v Sloveniji. Na splošno, dajmo, ja. Ja, jaz se s kvotami ukvarjam že 15 let. Že v začetku 90-ih let smo začeli v Sloveniji s prvimi iniciativami o tem, da bi uvedli kvote kot znotraj strankarski mehanizem. In eden od zelo uspešnih politikov je takrat meni, ki sem bila aktivna v tudi stranki, rekel, ti boš to stranko pokopala s kvotami. Tako da to je bila prva reakcija v 90-ih letih in kar nekaj poskusov v 90-ih letih predlogov sprememb zakona o strankah ni uspelo. Mislim, da je bilo njih 6. Vsi so šli preko urada za enake možnosti, oziroma za žensko politiko takrat in nobeden ni uspel, dokler ni prišlo do širše povezanosti, do pritiska iz evropskega prostora, do ustanovitve koalicije za uravnoteženo zastopanost žensk in moških v javnem življenju. Skratka, dokler se ni zgodila neka taka zelo kompleksen pritisk na celotno politiko, da so se kvote uzakonile. Sicer pa kvote veljajo za zelo učinkovit mehanizem.
tako v evropskem kot svetovnem prostoru za politiko. Začele so se pa kvote nekje drugje. Ne? Kvote so se začele v ameriškem prostoru uvajati recimo za vpis na univerzo otrok, ki prihajajo iz deprivilegiranih okolij. Ne? In recimo Michelle Obama je ena tistih, ki je končala študij prava, ki sicer ne bi ga končala, ker se ne bi mogla vpisati, ker ni bilo teh rezerviranih sedežev pravzaprav za otroke iz deprivilegiranih okolij. Skratka, ta politika se je prenesla iz nekih drugih okolij v politiko, ta mehanizem. Ne? Je pa eden bolj učinkovitih mehanizmov v polju politike, ki prinaša rezultate. Seveda večje in manjše uspehe, odvisno od celotnega konteksta, od kulturnega konteksta, od strank, kako k temu pristopijo, volilnega sistema in tako naprej. Same niso čudežne, ne? Ampak je treba vedno pogledati kompleksno situacijo. Ni pa nujno, da so kvote pravzaprav upeljane na tak način, kot jih imamo v Sloveniji. V Sloveniji, v Franciji, v Belgiji, v Španiji, če se ustavim pri teh državah v Evropi, imamo uzakonjene kvote. Se pravi, kvote kot v državni zakonodaji. Lahko so kvote samo kot mehanizem znotraj strankarskih politik, ali pa to, kar imajo v skandinavskem prostoru, imajo dogovorne kvote. Oni sploh nimajo niti v strankarskih statutih in programih, torej kvote uzakonjene z njihovimi statuti, ampak imajo nekaj, čemu se reče target. Se pravi, imamo nek cilj. Mi hočemo, da je v politiki enako zastopanost moških in žensk in k temu cilju težimo in nihče ne treba, da nas k temu sili, ker je to nek naš dogovor. Tam, kjer pač tako ne gre, kot je v državah, ki sem jih naštela, je pa potrebno pač jih uzakoniti. Zdaj, kvote so lahko zelo na različne načine opredeljene. Lahko so minimalistično, lahko so maksimalno postavljene. Mi smo se, kot vidite, ustavili pri 40%, kar je res kvota. V Franciji recimo je cel kup feminističnih avtoric, ki se ne strinjajo s kvotami, ki govorijo o paritetni demokraciji, ki rečejo 50-50, ne pa. Če rečemo kvote, nekateri štartajo tako, kot smo pri nas pri 25%, ker je lahko zelo nizko. In če se to skozi volilno obdobje ne povečuje, pravzaprav tudi ne prinaša ne vem kakih dobrih rezultatov. Vedno so pa tudi časovno omejene. Vedno so omejene do tistega časa, dokler skratka ne prinešajo rezultate. Rezultate pa prinašajo, večje ali manjše. Skratka so učinkovit mehanizem. Niso pa nujne. Lahko so tudi drugačni prijemi in ukrepi. Se pravi, če si feministka, če si za pravice žensk v politiki, pol mora biti za kvote. Ja, to je pa bolj komplicirano vprašanje, še bolj kompliciran je pa odgovor na to vprašanje. V feministični literaturi seveda imamo zdaj tudi en sklop teoretičark, ki so proti kvotam, ker pravijo, da tudi če v politiki več žensk ni nujno, da prinašajo rezultate. Torej, da prinašajo tako politiko, kot bi se jih feministke želele. Zdaj, to je preveliko pričakovanje. Kvote, treba je vedeti, zakaj so kvote pravzaprav primerne. Kvote so primerne zato, da prinašajo številčno večjo zastopanost žensk v politiki. S tem, ko prinašajo številčno več žensk v politiki, seveda prinašajo tudi večjo pluralnost v politiki. In seveda v politiki ne moramo pričakovati, da bodo same feministke, ker iz desnih krogov, pa tudi iz levih, ni nujno, da so vse feministično orientirane. Tako da od kvot ne smemo pričakovati čudežev. Ampak moramo vedeti, kaj je njihov cilj. Njihov cilj je večje število žensk. Zdaj, kaj te ženske v politiki počnejo, ali lahko spreminjajo, ali je celoten pravzaprav prostor tak, da se spremembe lahko prinašajo, to je pa potem potrebno narediti neko kvalitativno analizo. Ampak za mene, kot nekom, ki se s tem ukvarjam, mislim, da je že to uspeh, da je v politiki, tako kot je moških, večja paleta različnih, tudi žensk večja paleta različnih in potem se moramo usklajevati. Ker če je politika, ki dela za skupno dobro čim večjega števila ljudi, potem mora delati na tem, da so ti različni pogledi, interesi in potrebe
prisotni, slišani in med seboj usklajevani. Kaj bo prišlo ven, je pa drugo vprašanje. Bi mogoče počasi šli na vprašanja, tako da če ima kdo vprašanje za naše goste, prosim, če dvignete roko, se predstavite, poveste, za koga imate vprašanje. Malo razmislite, mogoče vprašanje za vaju oba. Ob besedi feminizem, vsaj po mojih izkušnjah, ima prej eno negativno konotacijo kot pozitivno. Tak, slab imidž ima. Zakaj mislite, da je temu tako? Oziroma, kako vidva gledate na to? Mislim, zakaj ima slab verjetno? Kako je, recimo, se predstavljate kot feministka? Znotraj Iskre, recimo, a ste feministka? Jaz osebno bi rekla ja, ampak feminizmo je tako zelo obširen pojem. Pač kaj si pod feminizem predstavljaš, ker zame bi lahko bila vsaka ženska, pa vsak moški bi mogel biti feminist. Iz tega vidika, da poznaš vsaj zgodovino ženskih bojev, da so tudi v zgodovini obstajale, ne vem, ženske, ki so pisale knjige, ki si jih učiš pri slovenščini, pa da so pač, je bil nek proces, da smo dobili volilno pravico, da je bil nek proces, da smo lahko ženske na faksu in da smo danes v prevladajočem številu. Pač že sam to mislim, da se veliko ljudi ne zaveda tega. In zakaj bi bil ta nek negativen ton ob feminizmu, je ravno zaradi tega, ker ljudje ne vejo, kaj feminizem je. Ker si feminizem predstavljajo samo kot pač ekstremne ženske, ki hočejo prevzeti pač vlado nad moškimi, vsi moški so neumni za usmeti, ženske mogle vodati ženske ali pa neke neumne kure, ki pač mahajo z modrci, pač ne vem, neke take zelo ekstremne. Je pa pač feminizem pač veliko več kot samo to. In mislim, če je samo zavedanje, da ne vem, v šolah se učili to na pač nek normalen način, bi veliko pripomogli temu. Vaše mnenje, Franci? Jaz imam tukaj eno perspektivo, ki je recimo, če boste potrpeli z mano, odraščal sem v dokaj ruralnem okolju. Ne? In kaj lahko rečem je, da feminizem je bil zame dolg časa pač nek odklon. Ona je pa feministka v smislu. In to je logično, zaradi tega, ker na nek način gre za spreminjanje enega statusa quo. In če upoštevamo recimo vlogo medijev, na medijih se vedno pokažejo odkloni močneje od onega mainstreama. In tudi pri feminizmu, kadar se sliši feministko v medijih, se ponovno sliši zaradi tega, ker je bolj zanimiva, ergo ponovno tudi malo bolj skrajna, kot kakšna druga, ki bi mogoče imela tudi kaj zanimivega zapovedati, pa je zaradi tega v medijih ni slišati. In druga stvar je pa seveda ta strašno seksistična kultura naša, ki enostavno vsak poskus, da bi mi začeli gledati vse skupaj malo bolj ravnoteženo, v smislu, ženske so enak človek kakor moški in imajo enake pravice in dolžnosti in vse te zadeve. Vsak ta poskus naleti na grozen odpor ljudi, ki so navajeni, da to enostavno ni tako in da je prav, da ni tako. In dokler imamo mi ta podstat, da efektivno biti feminist je odklonski, do takrat bo recimo moških, ko bo upa reči, jaz sem feminist, ali pa vsaj se zavzemam za enakopravno žensk, ne bo prav velik, zaradi tega, ker to vsaj na deželi zares ni popularna pozicija, pa tudi, ko bom rekel, če pustimo zdaj ta ruralno-urbano dvojnost, enostavno izraz ni neutralen, izraz ne označuje enega prizadevanja svetovno-nazorskih pogledov in takih zadev, ampak enostavno je preobremenjen. To bi kazalo spremeniti in popraviti. Mislim, da je ravno to, kakor je omenila Patricija, treba je pokazati, da feminizem efektivno pomeni samo prizadevanje za enakopravnost, da so ženske od nekdaj delale svoj delež v družbi, da feminizem ne pomeni nič drugega kot priznavanje in spodbujanje točno tega. Kakšno vprašanje mogoče? Ne še? Ok. Ja, prosim. Moje ime je Simon Dreven, sem drugače sociolog, doktorski študent na Fakulteti za družbene vede in še kaj. V glavnem, jaz se bom navezal na magistrico Tanjo Fajon.
Jaz sem zdaj čez vikend sem si vzel nekaj cajta in sem naredil eno mini raziskavico v zvezi z kandidatnimi listami, ženskami in mladimi ženskami. Od teh 12, ki so zaenkrat, pa niso še vse dale popolnih kandidatnih list in tako naprej, od teh 12, ki so nekako imena že zunaj, pa naj se povezujejo ali ne povezujejo, so v bistvu 3, ki so na svoje kandidatne liste, ki imajo popolne kandidatne liste in ki so na svoje liste uvrstile tudi mlade ženske. Ne. Mlade ženske tukaj pa zdaj ponujem do 35. Ne. To so bile 3. SDS, NSI pa SLS in Solidarnost. Pri ostalih, glede na to, kar kaže zaenkrat, ni imen mladih žensk. Ne. In med vsemi temi je tudi samo ena stranka, ki je dala za nosilko liste žensko, to je zares, Darjo Radić. Vse ostale se pogovarjajo o moških kandidatih. Ne. Tako da to je ena stvar, se pravi, da se lahko res zgodi, da bo v tem sklicu Evropskega parlamenta iz Slovenije prišlo manj kot polovica žensk. Ne. Se pravi, da ne bojo 4 evropske poslanke. Druga stvar, ki se mi zdi zanimiva, je, kar je bilo tudi rečeno, na take zadeve, teh zadev, takih okroglih miz in konference ponavadi udeležujejo ženske. Če pogledamo okrog moških za eno pest. No. Drugače pa še ena stvar, ženskam pa navad sploh se ne da priložnosti, da se dokaže, ampak se jih ocenjuje, tako kot smo že tudi govorili, po videzu, po oblekah in tako naprej. Pri moških se to ponavad ne zgodi. Poznam en primer, to je bilo malo pred dobrim letom pri Borutu Pahorju na Slovaškem, ko je prišel iz avta oblečen v kavbojke in flanelasto srajco. Ne. Drugače pa teh stvari ni zaslediti. No. Tako da toliko zaenkrat, no, kot komentar. Hvala lepa. Kakšen odziv mogoče na tole? Kakšen rekomentar? Tanja, vi ste pred časom, recimo, ena raziskava vam prišla, ki se je v Večeru objavili in ste bila med bolj prepoznavnimi ženskimi oziroma evropskimi poslanci in poslankami. Na prvem mestu pa, na 4., če se prav spomnim, na 3. ste bili? Na prva ženska. Ja, prva ženska, ampak na prvih 2 mestih ste bila, mislim, da na 4. mislim, da sem bila. Ja. Vaš komentar mogoče na to, ker da jih ne dajejo na prva mesta, nekje tiči razlog za to, v nekih raziskavah verjetno, ki, ne vem, kažejo, da bi, če ženska više, ne dobili takšne podpore, ne vem, vi bolj poznate. Jaz priznam, da sem malo v zadregi, ker mi ravno ta teden končujemo kandidatno listo in si verjetno predstavljate, da prav vsega ne morem ne povedati, ne razkriti, niti ne občutkov. Ampak resnica je, da po javnomnenjskih raziskavah imam med ženskami na tem levem polu najlepšo podporo. Vsaj med kandidati za Evropski parlament. Precej razpoznavno in po različnih meritvah zelo visoko podporo, kar bi dejansko moglo biti tudi sporočilo stranki pri odločanju. Zdaj pravim, da sem precej v zadregi, da ne bom izpadla kakorkoli čustvena, videli boste pa, kakšen bo tudi rezultat na koncu kandidatne liste. Jaz se na vsak način prizadevam, da bi tudi mi se odločili za žensko nosilko. Čas bo pa pokazal svoje. Sem pa hvaležna tudi vaši raziskavi. Dejstvo je, da ta hip resnici, sem hvaležna vsem, saj veliko raziskav imamo v ta trenutek, veliko imamo različnih meritev, stranke upravljajo svoje meritve, mediji upravljajo svoje meritve. Mi vidimo, kakšna je približno razpoznavnost tudi nas kandidatov in kandidatk. In na podlagi te razpoznavnosti vsaka stranka dela svoje meritve in mediji. Na podlagi te razpoznavnosti, kakšna je tudi dejansko izvoljivost kandidatov, tudi odločamo pri sestavi kandidatnih list. Je pa včasih to v nasprotju z tem, kar je tudi rezultat javnomnenjskih raziskav oziroma meritev. Tu pa pravim, da je politika žal še vedno v Sloveniji precej pretežni svet, pretežno moški svet, bolj kot se zavedamo. To, kar pravite, vi se bojim, da bo zelo malo žensk v naslednji Evropski parlament prišlo iz več razlogov.
Eno je, da tudi kandidatke, ki so na listah, tudi če so na drugih mestih, mi imamo letos precej razdrobljeno politično sceno in veliko list, kar pomeni, da bo le redko katera lista dobila po 2 poslanska mandata, kar pomeni, da se zna v resnici zgoditi večina moških. Tudi zdaj jaz bi si lahko iz svojih izkušenj nekje delala prognozo, pa mislim, da niti ni na mestu, ampak je precej žalostno dejstvo, da o mladih ženskah sploh ne govorim. Tu pa je problem, da meritve mladim ženskam ne pokažejo. In tudi pa niti ne gre za mlade, tudi ženska, mi nimamo veliko žensk v politiki, da bi nas sploh pokazale neko uveljavljenost. Običajno imajo visoke meritve kandidati, ki so bili ministri, ali pa so poznani po javnosti lahko z negativno konotacijo ali pa s pozitivno, pa imajo veliko razpoznavnost. In ti kandidati so pač prvi na listah. Zdaj, kako bo javnost to presojala? Jaz se bojim, da ljudje tudi niso več tako naivni. Mi smo politiko v Sloveniji precej diskreditirali z več razlogov. In ljudje bodo šli na volitve v precej majhnem številu, najbolj verjetno, tudi iz več razlogov. Eno je, da Evropa, če gledam na evropske volitve, je v krizi, da smo precej razvrednotili moralne, socialne vrednote, da je ljudi strah, da je brezposelnost in da ne zaupajo evropskim politikam. Hkrati pa ne zaupajo nacionalnim politikam, ki so neuspešno reševali to brezposelnost. In lahko se nam zgodi, da bo šlo na volitve nekaj tistih, ki bodo šlo iz protesta, zato da bodo glasovali preprosto proti vsemu, kar je narobe, ali pa tistih, ki bodo dali glas neki protievropski nevarni politiki. Dejansko pa tudi nimamo neke kakovostne razprave o tem, kaj se danes dogaja v Sloveniji in Evropi. Da bi imeli ljudje sploh možnost izvedeti neke verodostojne informacije. Jaz hodim vsak teden po Sloveniji, med ljudmi. Pravzaprav si nihče ne predstavlja, ne kaj dela Evropska unija, ne kaj dela institucije. Mladi, ki so danes v fokusu zaradi brezposelnosti, pravzaprav mislim, da večina ne bo šla na volitve, jih ne zanima, apatija je velika. In to je problem tudi za te kandidate, za stranke, zakaj ne želijo postavljati mladih ljudi na kandidatne liste, ker nimajo mladih volivcev, da bodo šli na volišča. Danes hodijo na volitve starejši ljudje. In zato si tudi stranke ne upajo tvegati, da bi dali mlade kandidate na liste, ker nimajo svojih volivcev. Jaz mislim, ko bomo uspeli tudi to presežiti miselnost, da bomo z mladimi kandidati pa mogoče pritegnili mlade volivce, bo tudi korak naprej, ali z ženskami, ali z mladimi kandidati. Ko ravno omenjate te, kako spodbuditi mlajše volivce, me to spomni na kampanjo, ki sem jo spremljala v Združenih državah 2008, Barack Obama, je ravno s pomočjo novih medijev, z nekim optimističnim sporočilom uspel prepričati večje število mladih, da grejo na volitve, kot je to bil, kot so kazale raziskave v primeru prejšnjih volitev. Zdaj pa sem videla vas, profesorica Antič Gaber, gotovo lahko kaj na to rečete, kako v stiku ste z mlajšimi tukaj vsak dan dobesedno, kako jih prepričati, da jih bojo evropske teme bolj zanimale, kako jih prepričati, da tudi njihov glas, mislim, da vsak glas šteje in da je treba jeti na volitve. Hvala lepa. Jaz sem se malo pripravila za tale pogovor in imam cel kup enih raziskav in podatkov, ki jih seveda ne morem zdaj vse tukaj uporabiti, ampak bom poskušala najprej odgovoriti na vprašanje, zakaj mladih politika ne zanima in zakaj ne hodijo voliti. Raziskave, zdaj jih je že kar nekaj narejenih v evropskem prostoru, primerjalno gledano, pravijo, da se seveda odnos do politike pri mladih zamika. Prvič pojmovanje politike. Politiko jemljajo dosti širše, kot je običajno razumemo mi, strankarsko politiko, državno politiko in tako naprej. Oni politiko razumejo zelo na široko in ker razumejo politiko zelo na široko, tudi opažamo, da je njihov politični angažma drugačen.
To se pa dogaja zaradi tega, ker strankam več ne zaupajo, ker stranke so sploh zelo nizko na lestvici zaupanja, če gledate Eurobarometer in druge raziskave. Ne zaupajo lokalnim političnim oblastem tako. Če pogledamo, kakšna je bila zasedba na raznih teh protestnih shodih in vstajniških akcijah, se je lahko videlo, da so mladi predstavljali kar precejšnje delež teh, ki so protestirali. Vidi se torej, da mladi sodelujejo v politiki na drugačen način, kot bi si morda starejše generacije želele. Se pravi, ne toliko v strankah, ne toliko v teh organiziranih grupacijah, formaliziranih, ampak v neformalnih združenjih. In tudi, mi smo v naši raziskavi, ki jo zdaj delamo in je na spletni strani in vas pozivam, da jo izpolnite vsi tisti, ki je še niste izpolnili. Imamo že delne rezultate, čez 300 izpolnjenih anket. Se nam to potrjuje. Skratka, mladi so bili na protestih, mladi so podpisovali peticije, mladi so bojkotirali kakšne izdelke in tako naprej. Skratka, tu se vidi povezava med socialnim in političnim in se tudi ta meja med socialnim angažmajem in političnim angažmajem prekriva. In mladi debatirajo politiko preko spletnih medijev in svoj glas in svoja mnenja posreduje na drugačen način, skozi drugačne kanale. Tako da očitno bo zelo kmalu potrebno redefinirati. Tukaj bi takoj uskočila. Omenili ste, starejši tarnajo, da se mladi ne vključujejo tako, kot bi si oni želeli. Hkrati pa ne naredijo nič, da bi jih vključili. Ja, da je mogoče zaobrniti. Kaj pa bi mlade se vprašati, kaj pa bi, na kakšen način bi želeli, mladi. Ja. Na kakšen način, kaj bi bilo treba narediti, da bi aktivnejši bili, pa da vidva sta med aktivnejšimi. Ampak nekje očitno je problem, da se mogoče jih nagovarja, ker recimo ravno v primeru te kampanje 2008 Barack Obama, nagovarjajo jih je tam, kjer so se mladi zadrževali, na tistih nekih novih omrežjih, novih medijih in sporočili, ki so jih našli. Če lahko tukaj če mejčkam pogledamo naše medije in komu govorijo politiki, jaz imam izrazit občutek, da govorijo ljudje, ki so čez 50, ljudem, ki so čez 50. In da če jih občasno že sliši kak mlad človek in poskuša prispevati k temu pogovoru, se ga načeloma ne posluša, zaradi tega, ker razmišlja drugače, kot oni čez 50. To je en tak precej velik problem, ki ga vidim kot en začaran krog, to je treba nekako prelomiti. In potem je pa tule še ena stvar, da so vrednote ljudi, ki več volijo, se pravi, načeloma je to malo starejša populacija in tako naprej, so lahko včasih zelo drugačne od mladih, ki se potem počutijo na nek način preglasovanga in je potem še malo manj motivacije iti na volitve, čeprav je to spet samo posebej zelo kontradiktorno. Recimo, tipičen primer mi je bilo glasovanje za družinski zakonik. Stvar, ko smo dejansko pričakovali, da bo šla skozi, ko je bilo po javnomnenjskih raziskavah to vse jasno in tako naprej, potem ni šla skozi, zaradi tega, ker vsi tisti, ki so rekli, da bojo glasovali za, so ostali doma. In potem se jaz zelo razumem, zakaj se povprečen mlad volivec, če se lahko štejem zraven, mislim, da se lahko, se počuti nevključenega v to družbo. Mal je občutek, da je to problem, da se tukaj o mojih problemih ne razmišlja in da odločajo drugi. Da ne odpirajo pravih tem in ne nagovarjajo na način, ki bi ga razumeli ali pa na podlagi, kjer ga bi želeli sodelovati. Tako, in tudi če že pride do enega diskurza, se potem pride do dejansko nekakšnega preglasovanja, zaradi tega, ker kot rečeno, mladi nismo toliko vključeni v samo politično igro, rečemo temu tako, in potem efektivno tudi te pobude ne pridejo skozi. Razpravljate znotraj Iskre, med svojimi kolegicami, v čem je problem, ker očitno raziskave kažejo, da mlajši, ne bom rekla, da jih ne briga, jaz bi rekla, da jih briga, samo da se vsem kaže neka apatija, neko razočaranje, da ta enormnost nalog in težave, v katerih smo se znašli, da nas na nek način pol paralizira za delovanje na mikroravni.
Tudi mi smo veliko teh očitkov v družbi, mladi so apatični, politika nas ne zanima. Ena stvar, naprimer v Iskri, ko se je pač šlo naprimer za reforma šol ali pa za neke kampanje, ki se tiče študentov. Ravno tako smo govorili pač o nekih alternativnih poteh politike, ker pač očitno ta starejša politika nas ne nagovarja. Pač parlamenti so starejši, nagovarjajo starejše, pač stranka za upokojence, ki pač govorijo pač upokojencem, oziroma pač vse v Sloveniji pač je stara država in se prevladujejo starejši, zato je mogoče tudi pametno na njih apelirati, ker je več možnih glasov. Ampak kakorkoli med mladimi mislim, da zdaj pač med temi krogi, ker se jaz gibljam, so drugačne prakse. Naprimer že to, da se pač pišejo potem javna pisma ministrstvu direktno, da se pač pošilja preko socialnih omrežij, da greš študent na študenta. In pač v eni kampanji, ki smo izvedeli z Iskro, je ravno ta direktna akcija, ki pač mi pogrešamo med ljudmi, pač da se gre do ljudi in da se sprašuje, ker pač tudi imamo očitke te, da smo apolitični, tudi med samimi študenti, pač mi mislimo, da smo apolitični. Ko pa smo šli v tej kampanji tako od faksa do faksa, pač z letaki, za plakati, vsakmo, kar smo se pogovarjali, so bili zainteresirani. Niso veliko vedeli, ne vejo pač, kaj je šov. To nihče ne ve, to je pač študentska organizacija, edini pač nek organ, ki bi lahko kaj delal za študente, pa se v bistvu ukvarja z drugimi stvarmi večinoma, ampak pač pustimo to. Že pač to je neinformiranost, je prva. Ampak ko pa začneš, pač študenti se pogovarjati s študentkami, jih zanima ta stvar. In ni res, da smo apolitični, apatični, samo verjetno nihče ne pride s pravimi. Kaj se je zgodilo? Meni se je zdela zelo fajna akcija, ki ste skupaj z Danes je nov dan izpeljali takrat, ko je tista reforma bila v igri. Ne? Mislim, da ste potrebovali 6000 podpisov, vaš Iskra je bila tista, ki je zanetla razpravo o tem in zbirala podpise. Ne? Na koncu niste uspeli zbrati, ampak bili ste na terenu. Kaj je bilo slišati na terenu? V bistvu jaz bi to tudi ne bi rekel, da je neuspela, ampak da je bilo to zelo uspešno, ker pač pričakovati, da bi 10.000 študentov pač nekaj glasovali, v bistvu totalno res izven horizonta, da bi lahko to mogoče, ker pač na študentske volitve jih gre, ne vem, kakšne par procentov ljudi voliti, mi smo pa rabili pač veliko več tega procentov. In 6.000, pač to je bilo v mojem prvič v zgodovini Slovenije, da je toliko študentov šlo za nekaj sploh voliti. Pa že to, ker so take zelo rigidne strukture, da moraš iti na določeno točko za študentsko izkaznico, in smo jih prepričali. In ravno prek tega, prek pogovora, prek osebnega, da smo šli do študentov in se pogovarjali, a ti sploh veš, kaj se dogaja, a ne, pač, a ti lahko jaz kaj povem. In potem, ko so študentje zvedeli malo več informacij, se lahko sami pozanimajo temu, lahko sami sledijo nečemu. In pač, ko je človek nagovorjen, pač, bomo imeli več iniciative in želje, da tudi nekje sodeluje in potem lažje pač se to kolo pač zažene potem naprej. Oba dva sta omenila nekako to razkorak med starejšimi, da starejše nagovarjajo in ne toliko mlajše, pa me zanima, v Evropskem parlamentu omenili ste 55 let povprečna starost, vi ste ne samo med mlajšimi, ampak tudi še v tistem majčkenem odstotku mlajših žensk. Je opaziti, kdaj, da ko nastopate, ko govorite, ko ste v omizju skupaj s kolegi, da so kle kakšne razlike, kako zelo resno vas jemljajo zaradi tega, ker ste mlajša in še ženska povrh? Ja, seveda, kako že v Sloveniji večkrat rečejo, da ženska ne more biti hkrati pametna in lepa. Takih žensk se moški bojijo, ker sražajo preveč moči, pa jih raje dajo. In takih žensk se tudi v parlamentu kdaj bojijo moški kolegi. Je pa res, da je to precej starejši svet in da smo se mi uspeli vsaj v tem mandatu poslanci okrog 40 leta povezati, kar je bil zelo zanimiv projekt. Mi smo naredili skupino EU40 in smo povezali se čez vse politične skupine z namenom, da bo naš glas slišan, ker smo bili mlajši. In Evropski parlament je v preteklosti bil precej institucija starejšo populacijo. Bolj so bili to politiki, ki so prihajali neki na koncu mandata. In ta struktura se šele zdaj počas menja, da je nas malo mlajših in smo mi tudi zdaj začeli delati na kampanji,
Verjetno ste zasledili kaj Vote Watch ali pa EU40, res propagiramo mlade ljudi, da bi šli na volitve ali pa da bi se odločili za kandidiranje hkrati, kar je bilo prej omenjeno, da kar sam, ko vstopaš v politiko, ne znaš, da rabaš neko mentorstvo oziroma da te nekdo vodi. Smo izdelali en priročnik prav za mlade politike, kakšne mehanizme lahko izkoriščajo, kaj lahko počnejo. Zdaj pa moja osebna izkušnja. Jaz mislim, da je zelo odvisno tudi v katerih krogih deluje znotraj Evropskega parlamenta. Jaz sem v odboru za zunanjo politiko, ki je še vedno precej prestižni odbor Evropskega parlamenta, kjer je struktura predvsem bivših ministrov, pa tudi premijejev. Tam, moram reči, je precej napenjanja mišic. Tam je to moški, ki se pa res, ne vem, kako bi rekla, z najlepšimi besedami, dejansko je to skupek egotov, kjer je težko biti res slišan. Slišiš veliko lepih komentarjev, krasen kolegi so, krasni prijatelji, vse lepo in prav, ne? Ko pa pride do tega, da narediš kakšno stvar, se pa zelo hitro počutiš, da si ven iz tega kroga odločevalcev. Tako da jaz sem spoznala, da mi je bilo na moji poti precej težko kakšno stvar se uveljaviti, da so me začeli poslušati. Pa mislim, da me še danes povsod resno ne sprejmejo, čeprav imam krasne rezultate. Včasih se mi zdi, da ženske, jaz tudi raje načeloma ženskami delam, čeprav znamo biti precej komolčaste, pa dalj časa zamerimo stvari, pa bolj se fajtamo, mogoče niti nismo zelo prijazne druga do druge. Mogoče smo celo bolj tekmovalne. Moški se mi zdi, da zelo hitro rešijo probleme, grejo na empir, pa se pomenijo, pa grejo naprej. Me pa znamo biti bolj zamerljive in bolj tekmovalne, mogoče tudi zato, ker nas je manj in se hočemo bolj dokazati. Ampak smo pa tudi, moj občutek je bolj tiste, tudi če pogledam moje ženske kolegice v parlamentu, vse se nekaj ukvarjamo z zakonodajo, zlezemo v papirje, študiramo, kako bomo v resnici nekaj uresničile in naredile. In mogoče se nam 2 dosjeja vlečeta čez mandat, se zgubljamo v zakonodajah, v papirjih, kot v šoli. Medtem, ka moški kolegih pa slišiš polno povsod. Če bi pogledali dejansko statistiko, imajo veliko manj poročil. V resnici naredijo manj, slišati jih je pa veliko več, ker se znajo promovirati, ker znajo nastopati, ker govorijo tako, da mene včasih fascinira. Ker vem, da vsaj z mojimi ženskimi kolegicami smo bolj tiste, ki pa mogoče ne vem, je to naš background, da bolj probamo res v resnici nekaj narediti, pa smo potem manj vidne. Tako da je težko, je težji, ampak ni pa tudi približene, da brez upa zmage. Da ste bolj pridne mravljice in da se manj ven mečete. Moj občutek je ta. Ja. Imamo kakšno vprašanje, ker... super. Samo eno bi zadevo imela. 2 roki sta se dvignili. 2 moška. V tem je problem. Ne, super, prosim. Miha Pongrec. Jaz imam eno vprašanje direkt za gospo Fajonova, za magistra Fajonova. Se bom navezal na kolega prej. Sicer ste rekli, da nočete kaj preveč o tej temi govoriti, ampak vendar me zanima. Če ne boste vi ali pa gospa Kleva Kekuš, ki zame predstavljate zdajle obraza socialne demokracije v Evropskem parlamentu, oziroma socialnih demokratov kot stranke, izbranje prvo ali pa drugo mesto na kandidatni listi za Evropski parlament. Kakšno sporočilo bo to predstavljalo vsem ženskam, ki tukaj sedijo zdaj na okrogli mizi in poslušajo o tem, kako bi se morale mlade ženske vključevati v politiko, in kakšno sporočilo to nasplošno pošilja za Slovenijo, oziroma za ženske volivke v Sloveniji. Imam pa tudi vprašanje za gospod Antiš Gabro, lahko pa tudi za kogarkoli drugega. Veliko govorimo o tem, kakšne so bile raziskave, da je bilo izvedeno število raziskav o tem, ki so pokazali, kako ženske niso vključene v parlament, ampak kar pa pogrešam je pa rešitev. Kdo oziroma katera institucija ne bo tista, ki se začne ukvarjati s problemom nevključevanja žensk v politiko in kakšna ne bo neka konkretna rešitev, da se bodo ženske v prihodnosti začele bolj politično ukvarjati oziroma bolj politično participirati. Kje naj se začne v bistvu že ta politična participacija žensk? V izobraževalnih institucijah, kasneje, ne vem, kakšne so vaše pogledi? Hvala za vprašanje, mogoče se pozneje pogovoriva.
ampak kaj več v resnici ne moram dodati. Strinjam se z vsemi opaskami, kakšno bo sporočilo. Lahko tudi zagotovim, da s kolegico Mojco sva nekako videni kot tisti, ki bi mogli biti vodilni na listi in bova zato tudi vse naredili. Bova vse naredili za to določeno oziroma veliko podporo mava in od jutra naprej boste videli, kakšen bo rezultat. Če rezultat ne bo tak, rečem, bodimo pogumne naprej in se borimo, ker imamo potem še več razlogov, da nekaj še ni čisto v redu. Hvala za vprašanje. Deloma sem sicer nakazovala skozi to, kar ugotavljajo raziskave, tudi nekatere rešitve, ker kvote so pravzaprav že del neke rešitve. Ampak razumem vprašanje širše in se strinjam z vami, da kje je treba začeti. Ker vprašanje tega, da ni žensk v politiki in da je še manj mladih žensk v politiki, je zelo težko vprašanje, torej kje so razlogi in je zelo, odgovor ni tako enoznačen, ampak je zelo kompleksen. Lahko bi začela recimo pri tem, da je pri socializaciji, pri zgodnji socializaciji v družini, kjer se vidimo, da se dogajajo še vedno spolno stereotipne socializacije, dečke se usmerja bolj v eno smer, deklice bolj v drugo smer. Tisto, kar smo mi ugotovili, ko smo se pogovarjali z ženskami v politiki, smo ugotovili, da so v politiki tiste ženske, torej da so prišle v politiko tiste ženske, kjer je politika že v družinskem življenju igrala neko vlogo. Kjer to ni bila tabu tema, ampak kjer je bila to tema, o kateri so se pogovarjali in kjer so se tudi z njo kot deklico normalno pogovarjali. Skratka, je sodelovala v pogovoru, dokodar je razumela in spremljala seveda. Ampak tu se začne, pri tem, da se nekako zavrne to že zelo zgodaj, da deklica ne more biti političarka. Meni so pred kratkim v enem vrtcu rekli, da je ena majhna deklica 5-letna, ko so jo vprašali, kaj boš pa ti po poklicu, ko boš velika, je rekla Katarina Kresal. Skratka, ni bila poklic, ampak je bila, torej hotela biti ministrica. Skratka, odpreti jim to možnost, da se vidijo v različnih vlogah, torej ne samo v tistih vlogah, kjer se jih predstavlja skozi kakšne pravljice. Mimogrede, oglejte si novo predstavo Pepelke v mladinskem, v Lutkovnem gledališču, ki obrne zgodbo. Boste videli kako. Skratka, ni Pepelka tista pasivna deklica, ki čaka doma na princa, ampak tudi, ko princ pride k njej, ga zavrne. 3-krat reče ne. Skratka, tu se začne. Potem pa seveda tisto, kar ugotavljajo raziskave in kar ugotavljamo tudi mi skozi delne te odgovore, izobrazba. Izobrazba je zelo pomemben dejavnik pri socializaciji otrok in tudi pri ustvarjanju pogojev za to, da se nekoga osposobi, da širše misli. In vidimo, da višja izobrazba, ko je bolj pozitivno vpliva na to, da se ženske vidijo tudi kot političarke. Poleg tega pa ugotavljajo naše raziskave tudi to, da bi rabili bolj neko aktivno, nek bolj aktiven pristop pri vzgajanju aktivnega državljanstva, pri obeh spolih. Skratka, nudenju te širše izobrazbe, ne vem, kdo je prej rekel, da se sploh ne ve, kaj je to, ne vem, Evropski parlament, kako je sestavljen, kaj je to feminizem, imamo čisto napačne predstave in tako naprej. Skratka, tu se vidi, da je še ogromno prostora, kjer bi skozi te čisto formalne kanale lahko delali na tem, da bi se tudi mlade ženske čutile poklicane za delanje karijere že od vsega začetka, ne delanje svoje profesionalne karijere, pa če pride, če me bodo povabili, bom pa vstopila, če me pa ne bodo, bom pa še naprej, ker je neka varovalka, ker je popolnoma logično za razumeti, to je nek tip racionalnosti, kjer vsakdo zavaruje pridobljene neke dosežke.
Poleg tega seveda je še cel kup drugih dejavnikov, recimo mediji. Ne? Jaz tukaj pri medijih imam vedno ta zelo slab občutek, da zelo hitro se opravičujem vam obema, ki ste prišli iz medijev, ampak mislim, da ste drugačno vlogo odigrali, dokler ste bili v njih, da se zelo hitro pade pod nek nivo komuniciranja, ko gre za ženske in da se ne predre te barijere, ne? Jaz sem zadnjič gledala na oddajo na hrvaški televiziji, bi si želela, da je bila tudi na slovenski, Nedeljom v 2. Prejšnjo nedeljo so gostili političarko hrvaško, ki je tudi Orah je njena stranka, ki je tudi nosilka liste te stranke. Enourni pogovor, tak prijazen do ženske v politiki, čeprav je bil ostar. Ne tipa, ali ima otroke, ali bo imela in kako bo napadalen, pa tako naprej. Tega je zelo malo, nekega resne diskusije žensko v politiki je zelo malo. Ali se jo napada, tako ali drugače, ali pa se jo na nek način pravzaprav zelo diskreditira in blati. Skratka, na cel kup segmentih vidim več možnosti. In tisto, kar smo mi naredili na tej fakulteti že nekaj časa, oziroma na tej fakulteti s pomočjo naše fakultete in urada za enake možnosti, pa nekaj drugih fakultet, mentorski dan smo organizirali za mlade ženske v politiki, kjer je sodelovalo jasno koliko 16 ministric in poslank in 16 študentk iz Mariborske univerze, Ljubljanske in Koprske, ki so preživele dan za političarko, da so videle, kako to sploh poteka in mnoge so povedali, da nikoli niso imele dostopa do tega. Skratka, tudi en način socializacije. Ogromno bi se še dalo narediti. Jaz sem samo par nevralgičnih za mene v tem trenutku iz moje glave zdaj pač povedala, je pa tega še ogromno. Jaz bi, mogoče samo ena stvar mi je padla na misel, da ne bomo govorili samo v Sloveniji. Eni moji kolegici se je zdaj zgodila Madžarki. Na Madžarskem to je tudi odvisen, kakšne politike so seveda v državah nacionalnih. Na Madžarskem veste, da je Orbanova vlada ima precej konzervativno in strogo politiko in tam je recimo moja madžarska kolegica, ki je goreča zagovornica ženskih pravic, je v bistvu predsednica na evropski ravni ženskega foruma, Zita Gurmaj, izjemno poznana, fajterka. Njo je stranka dala kot prvo žensko na 5. praktično neizvoljivo mesto. Spredaj so pa 4 moški in to ni edina zgodba, ki jo jaz poznam. In to, iz tega bi jaz rekla, da je očitno to še zmeri svet, kjer so pravila igre nenaklonjena ženskam. In ona je v resnici izjemno poznana figura. In mi je zelo žal, da so ji dejansko dali tako nezaupnico doma. Sam to mimo grede. Še en predlog, ki je v bistvu bolj enostaven, pač zdaj, pač dati preprosto ženskam glas. Pač preveč, ko se zgodi na takih in drugačnih pač okroglih mizah ali organizacijah, da pridemo do tega, večina je žensk v prostoru, a prvi, ki bo spregovoril, prva 2, ki bo se spregovorila, bosta moška. In pač jaz, pač sem bila veliko v tej poziciji in pač sama vem, da sem imela sama in da imate večino punc veliko zapovedati. In se mi zdi, da to spodbujanje, pač, da moramo ženske spregovoriti, drzen dvigant roko, pa tudi na tej točki, če imamo še čas za vprašanje, pa mnenje, me tako pač res zanima, pač, ker mi smo kleb mlade ženske, pač, kaj je naše mnenje pač o tej zadevi? Imamo kakšno vprašanje? Ena najmlada. Jaz sem Velika Bunevac, nekdanja novinarka, smo novinarska kolegica, pa zdaj pa delam pri svetu Evropske unije v Bruslju. Prišla sem sem, ker sem ravno na dopustu v Sloveniji, ker me ta tema zelo zanima. Hotela sem se v bistvu nekako navezati na to, kar je prejšnji spraševalec rekel in tudi ker na to, kar je Tanja povedala, da je v bistvu ena velika ovira za vstop v politiko, se mi zdi v Sloveniji še posebej ravno to, kar smo že omenili, da je v Sloveniji se mi zdi, da politika nekako patološko velja za nekaj umazanega. In da se veliko žensk, ki ne bi veljale, ne vem, za bolj moralne, čiste in tako naprej, zaradi tega ne odloči mladih ali starejših ne odloči za vstop v politiko. Vem, da sem sama večkrat razmišljala o tem in vsakič je bil moj glavni argument proti ravno to. To je umazan posel, s tem se ne želim ukvarjati, na takem bo se ne želim spuščati, vem, kaj se zgodi ženskam v Sloveniji.
Prva stvar, ki sem jo opazila, ko je Alenka Bratušek prevzela vodenje vlade, je bilo, da mislim, smo komentarji o družini krivi in pa seveda o tem, kako bo sklevala družinsko življenje, kar seveda Janez Janša prej nihče ni vprašal, na primer. Res moram reči, da tudi iz tujine, kot pa spremljam in dogajanje v Sloveniji, opažam, da je res neverjetno tiste ženske, ki so že toliko pogumne, da se spustijo v politiko, da so deležne res najrazličnejših vrst diskreditacije in obravnave, ki pač ne velja za moške. Hotela sem pa tudi reči, da je tudi to še enkrat zvodak, če je politika nekaj umazanega, kako se bom potem vrnila svojo profesijo. Recimo, Tanja prej si omenila, da ne veš, kako je drugje. Jaz sem dolgo leto živela v Veliki Britaniji. Tam je nekaj popolnoma normalnega, da ljudje, ki izstopijo iz političnega življenja, da se lahko vrnejo naprimer v medije ali v svojo profesijo, ki se jo opravljajo prej v PR, v pravo. Recimo, res ogromno nekdanjih politikov, moških in žensk, naprimer postanejo znani kolumnisti, televizijski voditelji in tako naprej, dobijo svoje radijske oddaje. V Sloveniji je to praktično nemogoče. Tudi jaz poznam primere novinarskih kolegic, ki so šle v politiko in se misle, praktično ne mogli vrniti. Po drugi strani je seveda še ena stvar, ki jo opažam v Sloveniji, je seveda ta večno premenjenost z tem, da je ženska tista, ki prvi vrsti skrbi za družino. Jaz sem precej stikal s skandinavskimi kolegi, naprimer v Bruslju, ki se jim zdi popolnoma normalno, da sta si mož dela recimo v Evropskem parlamentu, žena v neki drugi evropski instituciji, da sta si razdelila porodniški dopust, da se usklajujeta. Moram reči, da opažam velike kulturne razlike. Je pa seveda res, da tudi v Skandinaviji ni vse idealno. Če neč drugega si ki gledate v oblast, verjetno opazi, da takoj ko postane predsednica vlade in razpade zakon, tako da še nisem prišli tako daleč, kot bi si želeli. Toliko v bistvu komentarji vprašanje. Ja, zanimivo, če dovolite. Zanimiva opazka tole z Borgnom. Sem klepetala z eno aktivistko, tujko, ki živi zdaj v Sloveniji in sva govorili o tem, kako fajn je, da vidijo, da ženska premijejka, da se da je dober zgled, zmaguje neka prave stvari zagovarja in podobno. Ne? Na kar mi je rekla, ampak a si dobro pogledala zares, kakšne so ženske noter v tej nadaljevanki. Ne? Omenila je njo, to, kar si zdaj sama rekla, ne? Razpadel je zakon, ko je bila v visoki politiki, potem je notrno in tisti, ki gledate, je ena novinarka mlada, ki je bila mati samohranilka, pa je tako rekoč njena mati skrbela za otroka in je ena novinarka, ki je dela za medijsko hišo, ki je alkoholičarka. No, to mi je dalo malo misliti, ampak meni se osebno zdi, da so te stvari tako, kot je bila Pepelka in tako, da pomagajo prebijati neke barijere. No. Izvolite, potem pa bomo počasi. Jaz bi samo reagirala na to percepcijo, kaj se tem ženskam dogaja. Dogaja se jim to, kar se dogaja vsem drugim. Čist nič drugega. Sej ni zakonska zveza več večna pri nikomer, torej tudi ne pri političarkah. Sej je normalno, da so zveze dlje časa trajajoče, manj časa trajajoče, da se prekinejo, da živite living apart together, da si delite, da starši... Nič posebnega. Tako da jaz ne vidim tle, da bi se delala proti reklama. Dvojna merila so za ženske. To je tako, kot tista v politiki. To je tako, kot ta zgodba. Če je moški ambiciozen, je odločen pa dober lider. Če je ženska ambiciozna, je pa bič. Sam dajmo interpretirati. Mislim, tako je ožigosana s tem. Ampak ona ima dva krasna otroka, moža, ki vsake tok časa vskoči, ko rabi, in še krasnega lavarja. Kaj še hočete? Ja, prosim, potem pa bomo počasi končali. Jaz bi se v bistvu navezal na obe zadnji vprašanji ravno s tem, da imamo v Sloveniji enega ogromnega slona sred sobe, ki ga noben noče videti in se mu reče, da imamo praktično de facto segregacijo spolov. Od najmlajših, najbolj rosnih let naprej smo moški ločeni od žensk. Čeprav imamo skupne razrede, so klike moško-ženske, to še nekako razumemo, drugačne barve igračke. Potem se to nadaljuje v srednjo šolo, ko hodijo punce, v gimnazijo in fanti na tehniške srednje šole. Potem se to nadaljuje na faksu, kjer ste
ženske večinoma na družboslovnih in moški večinoma na naravoslovnih fakultetah. In kaj se dogaja? Ne? Mi se sploh nikoli ne naučimo delati skupaj. Zaradi tega je potem tukaj vprašanje temeljno, če pomislimo, kaj pomeni enakopravnost spolov. Enakopravnost spolov je pravljica, dokler nima ženska enakih možnosti kot moški, čist na takih zelo osnovnih fizičnih nivojih. Recimo, če ni kontracepcije, če ni strojčkov, ki bojo izenačile moško fizično moč in žensko fizično moč, če ni kontracepcije, ki žensko osvobodi tistega nenehnega cikla skrbi za otroke, bo ženska je zelo, zelo težko enakopravna. In zdaj, mi imamo tukaj le kulturo, v kateri se s tehnologijo, ki efektivno omogoča enakopravnost, ukvarjamo samo moški. Tudi to je ena izmed stvari, ki bi jih lahko uredili. Ampak temeljno je bilo pa spoznanje, da se vsi skupaj pogledamo v oči, pa si rečemo, kaj pa če mi nehamo najprej ločevati fante od punc in moški od žensk, zaradi tega, da bomo lahko vsi skupaj začeli enkrat nekaj skupaj delati, ker do takrat ne bomo imeli enakosti. Zanimiva istočnica, mogoče še pol za debato, mislim, da se je pa naš čas nocoj iztekel. Je še kakšno vprašanje? Aha, ok. Prosim. Jaz sem bolj komentar kot vprašanje. Drugače Tamara Jarcič iz Fakultete za varnostne vede. Zdi se mi, da je predvsem problem to, da ženske moramo biti 100% v nekaj, da gremo v to. Predvsem, če je to kakšen vodilni položaj ali pa nekaj javnega, kot je politična karijera. Moški je 60% in pa ajde gre. Sama se mogoče malo spogledujem z politiko in me politika zanima in imam sama zelo veliko pomislekov, kako bo pa, a bo partner sprejel, kaj pa potem, ko hočem načrtovati družino, ali pa kako naj to sploh izvedem, kje naj začnem in imam zelo veliko pomislekov in ne vem, kako bi se res tega lotila. To se mi res zdi to problem, da imam preveč pomislekov in da nimam mogoče tega, kar imajo moški, ki rečejo, pa ajde, gremo probati. Kar noč se ostalo, da se samo zložili. Ostalo pa sproti. Ostalo se bo zložili. Zdravo, Lisa Tomčič, imam pa sam vprašanje. No. Veliko se govori o enakopravnosti pa enakosti spolov, pa pač mislim, da vsi vemo, da smo si moški in ženske, da smo fizično različni, pa tudi emocionalno. Ne? In zakaj se mogoče ne poudarja prednosti, zakaj bi bilo fajn, da je ženska voditeljca, zakaj ne bi bilo fajn, da je ženska vodilni položaj ali pa da je zraven moških, ker vsaj v medijih je to malokrat. Velikrat se govori, ja, moški so vodilni, moški so alfa, malokrat se pove, da ženska mogoče pa da zraven eno čustveno plat. Mogoče zaradi tega, ker se šteje merjenje mišic, ne pa možganov. Ne vem, ste rekel. Jaz imam okrog tega eno pripombo, da mogoče jaz gledam na stvar ravno iz nasprotne strani. Jaz mislim, da so razlike med moškimi večje, kot so recimo razlike med povprečnim moškim in povprečno žensko. Jaz mislim, da je to iskanje in poudarjanje razlik mogoče malo kontraproduktivno, ker upravičuje ločevanje, razlikovanje spolov. Jaz mislim, da je treba poiskati pravega človeka za pravo mesto in da tukaj ne bi bilo najbolj posebno važno, kaj ta človek v osnovi je. Imamo metalko kladivo, ki je veliko močnejša od mene. Imamo tudi moškega, ki je recimo veliko boljši v kakšni tipično ženski sferi. Mislim, da je narobe, da se pustimo omejevati s temi stereotipi. Saj vsak ima svojo moč, ampak tukaj le spol efektivno ni najbolj važen, ker nas samo vabi in sili v stereotipiziranje, omejevanje ljudi. Smo končali, prav gotovo bo še priložnost po samem koncu okrogle mize. Sem prepričana, da bodo gostje in gost na voljo za neformalni pogovor, če boste imeli še kakšno vprašanje. Sicer pa profesorica Milica Antič-Gaber, hvala lepa, magistrica Tanja Fajon, Franci Kopač in Patricija Frleš, hvala vam za vaš čas, za vaše razmišljanje in hvala vam za vaše vprašanja. To je bila okrogla miza EUCT, mlade ženske in politika. Projekt EUCT poteka v okviru partnerstva med
Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom pri komuniciranju evropskih vsebin, izvaja pa ga kulturno-izobraževalno društvo PINA. Hvala Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, oddelek za sociologijo za gostoljubje. Vsi pa vabljeni, kmalu bo postavljena spletna stran Meta dekleta in vabljeni, da izpolnite tudi vprašalnik, s katerim skušamo ugotoviti, kaj so razlogi, da se mlajše ženske in ženske nasploh teže odločajo za vstop v politiko. Hvala lepa.